Ja, dober večer na drugem pogovoru, seriji pogovorov o tako imenovani novi dramatiki. Prvi pogovor te serije se je zgodil pred mesecem dni, mislim, da je bil točno 8. marca. Takrat je Pija Brzavček gostila Simono Semenič, se pravi sodobno dramatičarko, avtorico. Danes gremo recimo temu malo bolj zgodovino. Z nami je Emil Filipčič, tudi znan kot File. Avtor številnih dram, številnih tudi uprizorjenih, znan tudi kot soavtor legendarne, kultne in kar še teh presežkov Butenskale, radijske igre, kasneje filme, lani tudi gledališke predstave. Danes bomo nekako to moderatorsko vlogo se izmenjali jaz in Simon. Zdaj mogoče, kar bi še tukaj na začetku rekel, je to, da nekako ta serija teh pogovorov o novi dramatiki, ki so po svoje precej neobremenjeni, so pač pogovori z avtorji, ki nekako skušajo osvetliti določene pač principe, recimo dramskega pisanja, sodobnega, tudi malo bolj preteklega dramskega pisanja. Bojo nekako se mi zdi potekali tako, da prvi je bil nekako sodobna avtorica, drugi bo šel malo zgodovino, tretji bo verjetno spet sodobna avtorica in četrti bo verjetno šel še bolj v zgodovino. Tako da toliko za začetek. Jaz zdaj v bistvu ne bi niti preveč napletal v tem uvodu, bi pa glede na to, da nekako smo tu zbrani v takem številu, pač, da to ne bi bil problem, pač že kar zdaj recimo odprl, če bo kdorkoli imel kako vprašanje, pa tako lahko v bistvu kar se vključi, no? Da ne bomo zdaj pač neki ala ex katedra pa potem. Tako da res, če bi imel kdo kakršnokoli vprašanje, ne se vključi, pa bomo nekako nek dolg je sproščen, recimo pogovor vodi. Zdaj, jaz bom sicer začel z enim vprašanjem, ki se veže na lanskoletni simpozij, ki je bil posvečen Emilu ob prizoritvi Butenskale. In recimo takrat na tem simpoziju, v tem svojem prispevku je Moani Senanovič na Butenskalo aplicira en koncept dolgega trajanja, ki nas tu v bistvu sploh ne zanima, in je rekel, nekako, če ga citiram, da to dolgo trajanje je bilo trajanje druščin, ki obvladujejo slovenska družbena polja skozi čas. Pustimo zdaj to interpretacijo, pa tudi njen namen namiral. V bistvu mi to služi kot nek alibi za vprašanje, da nekako se spustimo ta pogovor, katere literarne, recimo umetniške druščine so obstajale v času vaše literarne formacije, vašega začetka, Emil? V bistvu me zanima čisto konkretno, s katerimi ljudmi ste družili, katere, recimo, tako da malo rišimo, recimo 70-ta, potem začetek 80-ih. No, najprej sem se srečal s pokojnim prijateljem Petrom Sračem, ki ga večkrat v vseh teh svojih romanih omenim, in ravno z njim sva začela pisati dramo, ki je bila potem v Mariboru Kegler 6 pod tem naslovom. On je prevedel Plešasto pevko od Ionesca. Prevedel je sam in ko sem jaz to prebral, takrat sem prvič videl dramo. To me je tako na papirju. To me je neverjetno pritegnilo, še posebej pa ta drama od Ionesca, ki je bila popolnoma drugačna od Hamleta. Jaz sem ga gledal v ljubljanski drami, v glavni vlogi Hamleta je igral Tone Slodnjak, Pol Debilič je bil Poloni, Mojca Ribič, Ofelija, Kralj, sta se izmenjavala Rudi Kosmač in Ben Sotlar.
Predstava, kakor vidite, me je pustila prav velik pečat name, čeprav takrat pri enih 16 se mi je zdelo seveda, da je ta jezik čist starinski, pa da tako ne govorimo v resnici. Nekako bolj se mi je zdelo skoraj kot ena poezija, ne, tako. Ampak kljub temu je bilo napet, je bilo prav velik vtis je pustila name. No, ta UNESCO je bil pa bližje, čeprav je bil popolnoma absurden, se pravi, to je tudi veljalo, da sem vedel, da je to absurdna drama, to mi je ta prijatelj pojasnil, da je to zdaj nova dramatika, absurda. Ampak to je izgleda bolj jezik iz 20. stoletja, bolj so bili taki kratki dialogi. V začetku gospa in gospod Smith so se mi zdeli prav skoraj nesmiselni, zraven pa pasali so v 20. stoletje. Bilo je skoraj realno, čeprav je bilo absurdno, pa kar realno. No in tako sva s tem prijateljem pisala to dramo. To pa tako, da sem imela liter konjaka in brez tega to je bilo preglavan, da sta se smejala, da je absurd je bil smeh pravzaprav. Potem sem pa srečal Branka Gradišnika, ki je pa tudi takrat sam pisal eno dramo. Pa me je prosil, če bi mu pomagal pri zaključku. No in sem šel in sem takoj skupaj z njim začel pisati to dramo. Tale Peter je bil pa užaljen, mu pa to ni bilo všeč, pa sva pa videla nekaj, je rekel, da ne bo več pisal. No, jaz sem pa pol sam napisal tisto tega Kegeля do konca. Potem sem pa še enih 5-6 variant naredil, dokler nazadnje ni bilo to v Mariboru izveden na odru. Takrat je bil še med nami tudi pokojni Vojko Gorjan. Tudi je pisal eno dramo in pol smo tako debatirali, seveda vsi smo prebrali, vsak od so drugega drame, pa debatirali o tem. Tako da stališča dramatike bi bili v začetku, to so že kar v 60-ih, to spada 68, 69, 70. Teli trije, se pravi Peter Slakar, pa Branko Gradišnik in Vojko Gorjan, bi bili nekako ključni za začetek mojega zanimanja za gledališče, za dramatiko. Sem možno tle, še kar nekaj drugo vprašanje. V bistvu tako, pač te, dostikrat se pač na vaš opus nasploh, pa posebej na dramatiko se lepijo pač te oznake drama, absurda, pa te logistični elementi, pa vse to. Ampak recimo tako tudi, ko sem jaz pač to bral, se mi zdi pač mogoče, da gre še stvar tudi malo naprej. Gre za pač, tako sem jaz zdaj imel, pač parodijo drame kot take. Pač kot neke pač te dramske oblike. In v bistvu tle sem imel čisto vprašanje, kako je bilo recimo v tistem času, kako je bilo vaš odnos tudi do neke tradicije ali pa te zgodovine drame. Zdaj ste recimo omenili pač to razliko med Hamletom pa UNESCO-jem pa tako. Ampak tako res me zanima pač ta odnos recimo do zgodovine dramatike, do same tradicije. Ja, tradicija je pa zame dramatik, himnični traged Ivan Mrak. Tale Peter Slakar me je odpeljal k njemu na obisk in Mrak me je impresioniral s tem, da je bil leta 1969, se mi zdi, da bo 68, edini od pisateljev in pesnikov, poleg
Petra Božiča, ki ni hodil v službo. Bil je samo klinični traged in nič drugega. In to se mi zdi prima. Tudi to mi je bilo zelo všeč, da nas je sprejel opoldne, ni bil v službi. Pri njemu smo, čeprav smo bili 16 let stari, kadili cigarete in pili kavo, nam je on skuhal. In govoril je z nami o Nietzscheju, ker Nietzsche nam je predlagal rojstvo tragedije. Ta odnos, mogoče malo norčal do tradicije, je bil pa zaradi tega, ker sem pa v tem bral njegove drame. Te drame so bile pa, tako bi rekla, s patetičnim jezikom napisane, veliko klicajev, veliko vprašajev. Recimo, spomnim se stavka, ki me je čisto, o tem smo se smejali do nezavesti. Candra, dan na dan bi te z bičem nažigal, je rekel eni, in se mi zdaj imate mikrofone. Candra, že tega izraza nisem sploh poznal. Se mi zdaj to pa prima, ne. Ampak zraven se mi zdaj pa smešen, ne, se mi pa zdaj malo starinsk, ne, še bolj kot Hamlet, še bolj, veliko bolj. Tako da se je videl, po eni strani sem pa čutil, da je to originalni klinični traged zato, ker ni bilo nič smešnega. Jaz sem si se že smejal, ampak njegova tendenca ni bila. On je zdržal do konca, tako da še danes se mi zdi, še danes ne znam napisati tragedije, verjetno zaradi tega, ker se mi, da mora biti dolgočasen, brez pardona. Sploh ne sme biti nobenega smeha, s tem pa tudi po eni strani živahnosti, ki jo prinaša smeh, ki jo prinaša absurd. Komedije, to je zmeri živahno, veliko vstopov, tudi vodvili, pa to vstop, izstop, pa pride drug, pa tret, medtem ko pa tragedijah, na primer že Sofokles, kralj Ojdip ali pa Ojdip na kolonu, se mu lahko smeješ kot Ivanu Mraku, njegovim dramam, ker tudi mogoče reči sam, da dan na dan bi te z bičem nažigal, ampak recimo v Ojdipu na kolonu, Ojdip se tako obnaša s svojo hčerko, da se ga Bogu snima, da je pa taka surovina, sploh se kar začudiš, kako je to mogoče, ali nič spoznal v kralju Ojdipu. Nič, še isti runkel do konca. Neč mu ne pomaga. Ne, se vidi, da je človeška usoda je zapečatena, to je idiot od začetka do konca. No, tako malo tradicija, recimo, zbor. To je zelo dober zbor. To takoj čutiš, da to je na svojem mestu, ravno zato, ker zgleda nemogoče, kako bo zdaj 12 ljudi govorili, recitirali iste stavke v enem ritmu in da bi to bilo realno. Ker realno je bil pa zame Harold Pinter. Jaz sem ga bral, ker je imel kar didaskalije, ki je pa tudi zahteval od igralcev, se pravi od režiserja in igralcev, da se te didaskalije upoštevajo. Če en nekaj reče, pol pa piše vstane in gre do tega reflektorja, obstane, gre tja do stola, se usede, potem pride pa sem nazaj, to mora biti tako. Ta je hodil, recimo je šel v Zagreb, ki so igrali njegovo dramo in ni bilo tako, ker je bilo napisal, je prepovedal. Je prepovedal, da mora biti točno tako. In to pa, te njegove Pinterove drame so pa bile drame tega stoletja, prejšnjega, 20. stoletja in so zgledale verjetne, da je možno, medtem ko Sofoklej, Mrak,
Pa Shakespeare, to je pa zgleda tako, kot je bilo malo poetično, no, kot je bilo zmišljeno. Če jaz nekaj vprašam, pa se mi tako zdi, da pač, ne vem, nasledi tega, kar smo zdaj povedali, neizogibno sledi to vprašanje, pač te, kako je sploh prišlo do prve prizoritve, oziroma kdaj si ti v bistvu vstopil v gledališče in pač kdaj so tvojo dramo prizorili. To pa mislim čisto v tem smislu, tukaj se navezujem na vse in na te didaskalije, ki smo jih omenjali, glede na to, da je prva drama, mislim, bila Kedler, ki ima res nemogoče didaskalije za uprizoritev, recimo. Pa še to bi se navezal na to, ker pač razberam iz tega pogovora, je to, da vedno gre za fileta, za neko personalizacijo cele pogleda na dramatiko, po drugi strani je pa na nek način, kakor je bilo pač napovedan v napovedi tega pogovora, da je to strokovni pogovor, vedno je pa neka stroka poskušala na nek način umestiti te vse drame v neke te kanone dramske, pač v neko teorijo, po drugi strani se mi pa zdi, da pač vedno znova pač file, čisto kot historični lik, pač razbija te same umestitve. Pa me zanima, na kateri točki se je pa zgodilo, da se je pač nek režiser odločil, da bo to prizoril v gledališču in ali kakšen razlog navedel. Zato, ker se mi zdi, da pač, če nekdo leta 81 leti s tako dramo, da je to kar malo šokantno mogoče za tega režiserja, kaj bi to prizoril. Ja, to je bil Voja Soldazović, verziran režiser iz Novega Sada, režiral v Romuniji, v Novem Sadu. Pa je prišel pa v Maribor, pa je v Mariboru režiral. In on mi je kar odkrito povedal, ti poslušaj, jaz to 2% ne zastopam, a mi lahko kaj pomagaš. Pa so debatirali, so se dobro zastopali, toliko, da je imel olajšanje, tudi pol šok je bil toliko, da so pač rekli, da je tole bolj za nič, tale Kegler. In jaz sem pa rekel, da je pa prima. In tudi njega sem pohvalil, da je izredno dobro režiral, pa vse igralce, tako da smo bili, da je bil zelo zadovoljen, da je šel skozi, ko on je bil, to je bila prva absurdna drama, ki jo je delal. S tem, da moraš navezati na to tradicijo, Cankar je bil zame tradicija, to pa zato, ker sem hodil tukaj v bližino na Šubičevo večerno gimnazijo, tam smo imeli pa profesora Benuliča za slovenski jezik, ki je imel pa prima idejo. Cel razred je bral vse drame od Cankarja, Hlapci, Za narodov blagor, tudi ta, ki je bolj poetična, Ugaža to, ki je Jacinta, pa je Hudič, to je, pozabil sem, kako se imenuje, Kralj na Betajnovi. No in Cankar je zelo dober, ker ima 3 dejanja, ima tempo, ima zaplet, ima vse, ima pa tudi jezik, se mi zdi, da ima prav v redu, da moraš namanjka. Še najbolj se mi je zdaj čuden tale Hudič pa tale Jacinta, zato sem tudi pozabil, kako je nastal v tej drami. No, tako da jaz sem hotel napisati absurdno dramo, ampak to ni lahko. To je zaradi tega, ker pa sem videl, da jaz pravzaprav posnemam Ionesca, že Becketa nisem mogel. Beckett se mi je zdel tragičen absurd, tale Ionesco se mi je zdel pa zelo smešen. Ta se mi je zdel pa, kako na primer, povernik gasilcev mi je bil krasna figura, ki pride pa začne pripovedovati anekdote. Lisica in Kača sta se šle, kdo bo močnejši. In lisica, kdo bo prej prišel v dolino. In Kača teče v dolino, na koncu doline pa čaka lisica in vzbokša s rokavico v žge. To se mi je tako smešen, perfekten, kaj se je spomnil. Meni se zdi tako, pač v bistvu, da bi lahko recimo v teh sodobnih gledališčih, ki so ful visoki budžeti, lahko ful dobro prizorili Ionesca in filete, recimo, ko Ionesco imamo Nosoroge,
pač bilo v tem soroge, da pač na oder, pač tle, pač prefilati pa ful vesolskih ladij pa tega, no, pač mislim, ful bi se dal pač to, zdaj v tistih časih pa ne vem, kako so te uprizoritve, ker midva pač nisva gledala teh dram, takrat, ko so se komaj rodila, kako so te uprizoritve potekale, pa pač zanima me ta razmak med tem, da pač nekdo piše dramo, pa pač, ko pride do te njene uprizoritve, a je pač, kako pač, ne vem, avtor gleda to svojo samo dramo, ki je uprizorjena, tako si ti gledal na to. Ja, evo, Samo še nekaj, jaz sem zdaj, sem poslušal intervju od Tauferja, ki mislim, da je uprizoril 5 dram. Ja. In zdaj ga bom citiral. Vito Taufer je rekel pač o uprizarjanju vaših dram, to je zapleten in kompleksen postopek. Ja, seveda, ne, to pomeni to, recimo, ko je bral Kiraberov prizoru Altamira. To je še šlo, ker je dobil povabilo od drame, ne, in je zagrabil, prva drama, ne, si je zagrabil, pa je delal Atlantida, na primer. To je pa bral 2 let in ni zastopil. Ne vem, pol pa kar naenkrat je pa zastopil. Zastopil pa še tako, da je še mene povabil, da igram noter, ne. In jaz sem pa, res je razlika med tem tekstom in samo uprizoritvijo. Recimo, da ti povem za Keglerja. Jaz sem si predstavljal mogoče, da ni to ravno absurdna drama, revolucionarna, pa prav gotovo. Na odru Malborskega gledališča je pa to zgleda ravno tako zaprešena drama kot Hamlet ali pa kot ta od Ivana Mraka ali Marija Tudora ali druge himnične tragedije. Klasična drama zgleda. Vse je bilo tako, kakor je mora biti. Sploh se ni dal razbiti gledališča, nekaj novega narediti, nič. To je bilo mogoče šele z Vitom, tudi mogoče Altamira, še bolj pa Atlantida. Še bolj pa ta Atlantida je vsej bilo tako, kot si je hotel. Da mu je pasal, ne. Jaz nisem mogel videti to, ker sem igral. Igral sem kar veliko vlogo in nisem imel več časa biti dramatik. Sprememba je bila pa tudi ta, da zdaj, ko sem stal na odru ali pa sedel kot igralec, sem kar naenkrat videl, da pišem veliko bolj za nič, kot sem si predstavljal. Jaz sem si predstavljal, da igralec bo res lahkoto moje besedilo in da mu vse, da mu prav leži. Zdaj, ko sem bil pa sam igralec, sem pa videl, da sem si pa kar vmes rekel, stari ti tole pa tako kompliciran si napisal, da prav res iz usmiljenja do tebe vam bom povedal tole do konca, ne, ampak si povem tole prav težko in prav, evo, z igralskega stališča za nič, prav za nič. Pa ni šlo tudi zato, recimo, glede na to, da ste študirali režijo, pač filmsko režijo na AGFT-ju. Recimo, jaz, ko sem to bral, sem tudi mislil, da je šlo na nek način pač tudi recimo za podjebavanje recimo igralcev, pač tudi gledališkega režiserja, da je pač v bistvu nekako ste s temi didaskalijami pač celotno pač dogajanjem nekako skušali dobesedno pač tudi, mislim, da ste razmišljali naprej v prizoritvi, pač nekako tudi temu režiserju mogoče nekako dati res ta zahteven posel, da bi on tudi samo gledališče nekako odprl temu pač, kar je bila sama drama, se pravi ta neka humornost, pa ta absurd, o čemer se pogovarjamo. Skozi, ko sem pisal, sem se zavedal, da pišem dramo, da bo to v gledališču, ker videl sem na odru. Včasih sem si tudi predstavljal, kdo bo igral, kjer igralec bo igral. Ampak kljub temu se je stvar zaprla nazaj. Če sem še tako pisal, pa take didaskalije dal, je bilo to takrat, ko je bilo narejen klasično, dramsko ali pa, ker tudi
takrat je že absurdna drama od Ionesca ali pa Becketa že bila klasika, enih 20 let. Od tem, ne vem, 54 ali kdaj so igrali, mi smo pa imeli 71 ali ne, 81 Keger. Se pravi, skoraj 30 let, četrt stoletja. Nekaj poskušaš posnemati in medtem, ko posnemaš, pravzaprav narediš isto, kar je bilo, tudi če je drugače, malo drugače, recimo. Čeprav meni tako pač, vidim te vplive, pač razumem Ionesca pa Becketa, tudi pa mogoče Becketa še malo, ampak tako se mi zdi, kakor da bi ta radikalnost absurda bila pač različna pri teh avtorjih, kakor da nek način, a je to specifika teh dramatikov ali kaj pri absurdu, da so pač res specifični, edinstveni pač v tem svojem absurdu. Pač, kakor si rekel, da pač navdih je prišel od Ionesca, se mi zdi, da tukaj pač ful enih elementov, ki so čisto drugačni pri Ionescu. Glih to, pač, da je tle preplet milijon nekih referenc iz popularne kulture, iz športa, da nastopajo pač neki res zgodovinski liki v čisto drugem kontekstu. Se pravi, se mi zdi, da je ful bolj nasičeno s temi nekimi referencami, da ima ful več, kako ne rečem, teh lokalnih nekih stvari nasprotjo mogoče z Ionescom, itak z Becketom pa sploh. Tako da se mi zdi, da to je vsem specifika pač teh dram, da so šle v to, kako ne rečem, še bolj radikalen absurd se mi zdi, kakor pa pač recimo, ko se mi zdi, da oziroma, da so na nek način bile vedno na meji tega, da pač vsako stvar, ki jo predstavijo, postavijo pod vprašaj, jo na nek način do konca skarikirajo. Se pravi, da gre že skoraj pač na nek način za ta nek objesni absurd. Se pravi, da vsako stvar pripeljajo do konca, kako ne rečem, da razbijo te neke partikularne smisle. Se pravi, to, kar se mi v življenju postavljamo, neke mini hierarhije, kakor da bi jih pač na nek način vedno znova v teh dialogih pač rušil v teh dramah, kako ne rečem. Se mi zdi, da ne gre za nek tak bolj univerzalni absurd, kateremu Beckett ali pa Ionesco delata, ampak da gre za zbijanje teh nek malih partikularnih smislov, če sem malo zakompliciral. A ti, kakšne razlike ti vidiš, recimo med tvoje pa Ionesco v pisanju, kljub temu, da je navdih? Ne, zdaj to dobro povedal, vse to fuzbal, pa vse te lokalne zadeve, ne, ker se mi je pol, ker sem pisal zdel, da pa vendar mene to zanima, ne, da hočem povedati tudi to, kar se okrog mene dogaja, da kar hočem povedati imena iz tega časa, iz tega življenja. To je drugačne, kot Beckett pa Ionesco se prav gotovo. Zdaj pa še to je bilo, ne, da ta smeh, ki se meni, večkrat sem se smejal, ne, ker sem jaz pisal to, ne, se smejal, to sem se tako smejal, zašlo je za radost, ne. Ampak, meni drugi za smeh, nazadnje preide v solze, ne. Ti se smejaš do solz, se ne reče za manj, smejajo se do solz. Ker enkrat vidiš, ne, da je tako smešen, da je pravzaprav vse tragičen. In to je tudi podoben življenju, podoben, naprimer, pijanosti. Človek je popolnoma pijan, tako da že prav trpi in se smeje samo sebi. Potem se pa strezen, neha piti, takrat pa tsunami pokoplje 300.000 ljudi. Pa se vprašaš, a se narava ali kdo dela norca iz človeka. Ker v trenutku, ko si trezen in vidiš svet nekako objektivno, tsunami potop 300.000 ljudi, mimogrede, in se sploh neč ne da narediti, če bi bil pijan, se smejal mogoče. Trezen pa ne veš, kaj bi naredil. A se smejal, a se jokal. O tem tsunamiju, zato ker sem bral, da Leibniz, ki je bil potres v Lizboni, 80.000 ljudi mrtvih, je izgubil vero v Boga, v hipu, ker ni mogel povedati. Ni mogel povedati to z enim stalnikom, ki skrbi za dobrobit vseh nas, ker naenkrat pa dovolj
predstavljaš ljudi, da umre kar takole. Ja, recimo še malo ostal pri tem pač res mikse, no. Pač od nekih prvin čiste grške drame, se pravi, neki bogovi, tudi kak zbor, pa vse to, tudi neki liki, ki so pač v bistvu, recimo v Psihi, ki sta pač direktor Smeljota pa Petrola, ki ima v bistvu te grške imena, tako naprej. To pač miksina potem popularne kulture, športa, filozofije, se pravi, vse to, kar ste zmiksali. Recimo, jaz imam tudi tak občutek, da je pri tem v bistvu ta sama drama, sama dramatika, pa tudi gledališče v končni fazi, ki ima vseeno neko pač, recimo, kao neko višjo umetniško vrednost. Da se s tem v bistvu izenačim tudi recimo s popularno kulturo. In to se mi zdi recimo ena izmed tako, čist moj komentar, recimo dosti velikih prvin pač vašega pisanja. Pa me čisto zanima recimo, kaj menite o tem. Ni zdaj tako, da hočem za neke tle pač namene pa to, ampak tako, recimo to je bil nek moj vtis, da v bistvu, tako ko se čez to dramatiko, recimo popularna kultura, politična situacija, šport, vse se je nekako dviglo v to formo, kako ste skozi omenjali, pač 20. stoletje, pač drama mora biti nekako odzivna, tudi Beckett, vse to je že malo ratalo klasično, v tistem trenutku, ampak tudi dramatika se je nekako spustila dol iz tega piedestala oziroma tega panteona, recimo, kjer je bila v celi zgodovini pa tako. Ja, spustila se je popularna kultura, je pa pri meni, so pa kriminalke. Ena edicija je bila X100 romani, ki so bile kriminalke. In jaz te kriminalke sem bral, ne vem, kako sem jih prebral. To mi je bilo neverjetno všeč, ne. Poleg Agate Christie, ki se mi zdi največja, je bil drugi postavlja, je Ellery Queen, takrat še nisem vedel, da so bila to dva pisatelja pod pseudonimom. To so bile kriminalke tako, da enega ubijajo in zdaj, kdo je morilec. Ali ta, in potem te to Agata tako najlepš zarola, da zmer nikdar nisem vedel, zmer na tega kdo je morilec, nikoli nisem zadev, kdo je morilec. Sem imel tega, pa tega. Naslednji je pa Karl May. Najbolj mi je bil šli zaklad v Srebrnem jezeru. Potem sem prišel pa na vojaške romane Norman Mailer, Goli in Mrzi. To sem tako pri 10-11 bral. In to je pa že bolj resen vojaški roman, ne drugačne kriminalke. Ampak pa stripe, zelo sem bral stripe, to smo imeli eno revijo Kekec, pa Plavi, pa Politiki in zabavnik, pa Plavi vjesnik. In se mi zdel tudi po Ujetniki svobode, eni drami, sem se že menil z Mladinskim, da bi Fantom naredil, dramo Fantom, tudi je stripovski junak. Tako da se mi zdel, da se kultura spreminja. Meni se da leta 1984 je bila v Zagrebu razstava ameriške kulture in pravzaprav se mi zdi ta vdor ameriške kulture, da je prav hollywoodski na vseh področjih, ker je privlačen, tudi če je bedas, tudi če je limonada ali pa ne vem, romantična ali kakor, ali pa kriminalka, ali pa grozljivka, ampak je privlačen, to pa zato, ker je dobro narejen, veliko denarja vloženega, veliko volje, veliko želje po dobiti nazaj, veliko denarja, da ljudje gledajo vsi, kako to zadeti, pa izjemno težko, da ti rata, da ljudje pridejo masovno gledati. Jaz sem si pa želel,
gledali, da bi imel 50 ponovitev, ne. Kolikor sem slišal, bravo, v dramatiki 50 ponovitev je kar uspešnica, ne. To je uspeh. Ampak vi ste pol zamiksali, ne, recimo, to je pa zanimivo, vse te, recimo, vplive v pač neko dejansko svojo pač obliko, formo, ne. Ja. In pač ni šlo zgolj za to, recimo, ajde, dajmo narediti nekaj, kar bo imelo 50 prizoritev, pač dajmo narediti nek popkulturni format, ampak šlo za to, da ste v neko pač to dramsko formo noter vnesli pač popkulturo in to na nek način pač zelo humorno. In to se meni zdi blazno zanimivo, pač, da ste šli dejansko v to smer. Ne vem, Fellini nastopi kot pač lik, pregraven, itak z liki konstantno, pač reference na popularno kulturo, recimo na vsakem, pač res na vsaki strani, ampak tako pač, neke reference, ki pa vseeno tudi, recimo, so zahtevale pač poznavanje te popularne kulture, v kateri itak pač živimo, kar načeloma ni tak problem, ker smo s tem pač bombardirani, ampak je bilo to tako nekako komponirano, da je vseeno pač to šlo v neko, recimo, čisto novo raven. In pač tudi ta nova raven, recimo, je bila pač dejansko ful odzivna, no. V tistem času se mi zdi, no. Pač ta humor, ki je nastal čez to, je dejansko mogoče, no. To je zdaj čisto moj pomislek, dejansko boljš funkcioniral, kot pa če bi bilo to zdaj neka preslikava, recimo, te popularne kulture direktno. In to je pač verjetno ta catch vsega tega. Ja. Jaz sem predvsem toliko mi je všeč ta dramatika, da sem zelo užival, ker sem pisal, pa ker čutil sem, ker pravim zbor, pa ta Sofokles, pa to, da mora biti, najprej se mi zdaj potrankali 3 dejanja. Da mora biti prvo dejanje, drugo dejanje, tretje dejanje. Pol, pri tem v Sofoklesu, sem pa videl, da mora biti 5 dejanj. Drama mora biti dolga, mora kar trajati, del časa, kakor UNESCO, in tudi mogoče so del kot Beckett, ki je, se mi zdi, malo daljši kot UNESCO. Ampak, če ima 5 dejanj, pol, ki sediš, ti skoraj odpade rad in tako mora biti. Da, ko greš ven, si tako tudi fizično utrujen, da rečeš hvala Bogu, da je konec. Pa zdaj, ali tragedija, komedija. Mora biti, ne gre drugače. Videl sem tudi krajše drame, ne. Tudi kakšne od UNESCO ali pa od Becketta, Konec igre, take kratki komadi. So prav zanimivi. Ampak jih že igrajo tako, da so 3 skupaj, ne. Ena je recimo Usta, to so v Grejevu naredili prav dobro, ampak se mi zdi, da drama je gigantska. Drama je nekaj v osnovi starogrškega, ki takrat so ljudje to čisto drugače gledali, kakor vemo, so gledali 3 dni zapored, trilogijo. Pa po mojem tudi trajalo 5 ur, po mojem trajalo 5 ur so gledali. In z tega stališča se mi zdi tudi Goethejev Faust izjemno ustrezen, zaradi tega, ker to pa po mojem so pa igrali 3 tedne. Ker tako si predstavljam, to se ni dalo končati v enem večeru, prav dvom, ne mogoče. Tudi bi pravil igralec Ratko Polič, da so igrali tega Fausta, je rekel, to je trajalo brez konca in kraja, pa niso, jasno, so črtali ogromno. Več kot pol so črtali. A Faust je bil zdaj cel uprizorjen, pač kje?
Ja, Radko mi je povedal, da so ga igrali, ne vem pa, koliko so črtali, da bi celega oprizorili. Mislim, kaj pa kje drugje po Evropi? Po mojem, da so prav gotovo poskusili, 100% bi rekel, da so poskusili že v Goethejevem času, že zaradi Goetheja, ki je bil avtor, si predstavljam, pa dvorni svetnik, so prav gotovo dvom, ko vsak avtor noče dati z veliko težavo, en stavek črta, ker vse bi imel noter. Tako da tudi Goethe si predstavljam 100% v njegovem času so igrali celega, ampak jaz si predstavljam najmanj 3 tedne traja, večer za večerom, kaj je današnja nadaljevanka, tako si mislim, da ni mogel biti drugače, to je taka knjiga, debela. Jaz bi pač tukaj navezal na Trganca pa na Leibnica, ki bi preomenil, pa me zanima tako, kaj meni pač recimo bilo dosti fascinantno v teh dramah, če smo tako malo bolj osebni, kaj je Trganc je enkrat rekel na eno pogovore, ne vem, Fila je bral filozofije, se s tem nisem to ukvarjal, takrat tega veliko zdrav. In pač se mi zdi, da se v teh dramah tako pač ful se ene filozofije pojavlja, pač tako na nek ironičen način, malo se parodira, pa tako v bistvu se na nek način na dve pojavne oblike menjamo tako, da pač kaže to neko jalovost filozofije, neki filozofskih konceptov, kadar hočejo biti operativni v tem smislu, da hočejo ti liki s temi filozofskimi koncepti se na nek način osmisliti svoje življenje in pač se izkaže kot neka čista poljubnost, pač kot neka tako, pač vezane so na jezik in pač čisto na neko kreativnost in pa nastanejo taki konstrukti, kot recimo skupnostna intencionalnost, konceptualno delo, skozi gre za neke transcendentalne obrate. Tako se mi zdi, kot pač, da na nek način na tej ravni se pač na nek način malo trola, se malo čuje iz filozofije, po drugi strani pa tako čisto bukvalno, tako dobesedno pač na terenu se naredi pač recimo norca iz nekega filozofa, recimo tako ga pač Tine v Atlantidi, pač kar je pa to bit, kar je pa očiten najbrž reference Tineta Hribarja. Tako se mi pač zdi, da pač ne vem, kako pač ti si gledal filozofijo v svojih dramah, kako je ona funkcionira noter. Ja, filozofija me je zelo privlačila, ker sem bil 100%, da je to resnica. To pa zaradi tega, ker sem recimo bral naprimer od Descartesa meditacije, pa že prej, najprej Platona, Simpozij. In se mi je zdelo, da te ljudje se pa nič, ta filozof, se pa nič norca ne dela. Ta pa govori, ja, prav nič ni smešnega, nič ni ravno tako poljuben, ampak prav hoče povedati resnico, se meni zdi. In to sem si želel zmeriti, da bi jaz povedal resnico. Nisem pa znal takole, pa še želel sem si, da bi bil pameten. To sem zelo želel. Zdaj pa, ker kar lepo, naprimer pri Descartesu, v začetka sem razumel meditacije. On je se zaprl na podstrešje, po vrvi je dobil hrano pa vodo. To mi je bilo zelo jasno. Izolirati se je hotel, da bi bil soočen samo s svojim umom, da ga nič ne bi motil in da bi zdaj razmislil, kaj v resnici on misli, kdo je, kaj hoče, vse po vrsti. In to je zelo dobro tekel. Posebej mi je bilo všeč, kako je govoril, kaj so recimo izmišljene podobe, recimo krilati konj. Konj je resničen, ga lahko vidiš, krilatega konja pa ni videl ben, ampak narisan je in predstavljaš si ga lahko. Lahko si misliš, da krilati konj leti. Potem, ko je pa nadaljeval, je pa na koncu naredil ta transcendentalni preobrat, kakor pol Husserl v svojih kartezijanskih meditacijah pove,
da je naredil transcendentalni preobrat, to je pa, da je začel govoriti o Bogu. Jaz sem si takrat predstavljal, da je transcendentalni preobrat točno to, da je bila cerkev tako močna, da on enostavno je moral priznati, da Bog je, če je sploh hotel to objaviti. To se mi je zdaj transcendentalni preobrat. Kar naenkrat je obrnil ploščo, prej je bil on, zdaj bo pa še nekaj več. To bi bila pa kar metafizika, to bi bila pa kar nadčutnost. Drama, recimo, ker smo govorili o Kegelju, to je beseda, to so besede, to je nadčutnost. Čutnost pa nastane, kaj je to na odru. Takrat pa takoj se metafizika poruši. Takrat tudi reče, naprimer, dramatik ta je nič igral, pa sploh cela drama zgleda pomanjkljiva, ker naenkrat je to življenje pa zmeri pomanjkljivo, zmeri nekaj manjka, zmeri nekaj narobe, nikoli ni idealno, nikoli ni hrepenene izpolnjeno do konca, razen mogoče v čist redkih trenutkih. Kaj pa je pač s temi vanzemalci, pa s temi NLP-ji, ki se tako v strani pojavljajo v teh dramah? Ja, to pa zdaj, jaz najbolj se mi čudni zdijo znanstveniki, velikih je, ki rečejo, če si pa kaj želim, si pa želim, da bi srečal se z tujimi biti, da bi se od njih kaj naučil. Tle se mi zdijo znanstveniki, pa meni naivni. Jaz sploh ne bi nobenega tazga rad srečal, kakor so v teh filmih. Masovci napadajo, Jack Nicholson igral, ker so vsi masovci. Ma da bi se zdaj pogovarjal še z masovcem, takšne nekje, okoli. Ampak, ker so pa šli Apollo na Luno, sem pa gledal 6 dni zapored. Nisem spal, pa nisem bil edini, vsi smo bili. To je pa tako prima, da vem zdaj, ko bojo šli na Mars, to bomo pa 5 mesecev Ben odspal. Zanimiv, čim gre pa druga posadka, pa benga več ne zanima. Ker so šli drugi na Luno, Ben ni več gledal. To pa človek, tudi lepota človeka, ne. Sam enkrat, pa ko bojo šli na Mars, bo pa že dolgočasno brez veze, kam meče od nas za to, ne. Ja, jaz imam mogoče eno vprašanje, tako malo bolj, recimo, sodobno. Pač te interpretacije, teh dram, oziroma tudi, ne vem, pač vašega celotnega opusa, pa tako, pripisuje se vam določeno inovatorstvo, recimo v slovenskem zoju dramatike, pa tako naprej, recimo pustimo zdaj to. Kar me zanima je to, da pač te drame nekako funkcionirajo, pač jaz da imam pač čez to parodijo, pač absurd, predvsem ta humor, ki nekako ga omenjamo, tako malo neulovljive. In vedno se mi zdi potem fascinantno, ko berem recimo neke interpretacije, ki skušajo iz tega pač ful izvleči ven. Recimo pač, čisto ko eno omenim, je ta tudi neka konstantna uporaba mitologije pač v dramah, recimo te grške mitologije pa tako naprej. Potem je neka interpretacija, da pač v isto dramatiko pač nekako verjamete v nek nov svet, se pravi, da treba pač ta svet nekako porušiti in zgraditi nekaj novega. In da recimo ta uporaba mitologije, pač kot da pač v isto dramatiko skreirate nek samosvoj svet, ki je vse zaprto in da je to neka vera v ta nov svet. Recimo ta en primer te interpretacije. Mene še zanima, recimo, kako vi gledate na te interpretacije, pač, oziroma jih sploh spremljate, pa tako naprej. Ker meni se včasih res zdi se mi zanimivo, da je pač tako, kot da bi šlo za neko, recimo tudi posmehovanje naprej vsem tem interpretacijam, ki bojo prišle
ki se bodo recimo prelepile na te drame. Pa to je, lahko je bilo to recimo takrat, ko so bile prizorjene, napisane, ali pa pač, ne vem, zdaj 20 let kasneje. Če zanima me, kako recimo gledate na to. Ja, ta prva interpretacija je bila Talasa Kermavnerja in že to, da sploh pisal v mojih dramah, mi je bilo všeč. Da sploh jih je nekdo resno jemal. On jih tudi pač tako zelo pozitivno oceno. Ja, sej, zato se mi je fajn, da to en bere, da opazi to in tako bi pritrdil vsem interpretacijam, mi je všeč, da nekdo bere, da nekdo pol napiše interpretacijo. To se mi zdi tako kot uspeh pri občinstvu. To je pa uspeh pri branju, ker ta pa te vrste kritik pa prebere dramo in si nekaj zdaj predstavlja in tudi recimo kritik, pokojni Andrej Inkret, ki je pisal časopisne kritike, je zmeri najprej povedal dramo, kaj je smisel drame, zakaj gre v drami, na koncu pa še igralce omenil. Zmeri se mi zdi, da igralce premalo menijo teli kritiki, da bi morali bolj pisati na ta način, kot je v Izgubljenih iluzijah, kot pesnik, glavni junak, ne vem komu je ime, v enem hipu postane gledališki kritik, ampak piše tako, da forsira eno igralko, ki je razvarulen. In tako, ja, vidim, da v teater hodijo, kolikor sem imel v gledališču, sem videl, v teater hodijo ljudje zaradi igralcev. Ima všeč ta igralka, ta igralec in hodijo gledati njih večkrat v različnih vlogah, ki jih zanima, kako enkrat on igra tragično, naslednjič komedijo, kako je to možno, ta nasprotje v enem človeku. Toliko različnih vlog, različnih karakterjev. To je najlepše pri gledališču, igralci. Oni so, tako je pri gledališču, da sam zaradi igralcev je pa to. Ste tudi recimo zaradi tega potem, ko se te liki, vaših dramah, kar spremenijo, pa en lik nekje na sredini pač postane nek drug lik, pa tako. Mislim, je bilo tudi zaradi tega, recimo, se te like tako spreminjalo v bistvu. Kot da bi šlo za nekaj tega igralca, ki v bistvu igra več vlog, na primer. Ja, zato je tudi mitologija. Nekako se mi zdelo, no, da je Bog, in Bog se mi prosti, da je eno. Namreč to, če gledamo, piše tam na začetku stvarjenje, potem pa je naredil človeka po svoji podobi. In tako se predstavljam, da je Bog naredil vse nas, zato da ne bil sam, ker najhujše je, če si sam. To je katastrofa. Mora biti toliko 7 milijard ljudi, do tega to boljše 7 milijard, kot samo eden. In zmeri se mi zdelo, da smo mi vsi kot ena božja igra, ki se igra, pa ne vem, če on sploh gleda pol. Dal je pa poriv, iniciativo, energijo, to pa mora biti, ker brez tega pa ni vesolja. Brez tega pa sploh ni vesolja in ni možnosti niti za druga bitja, za te neznane leteče predmete, niti kot hrepenenje kakšnih znanstvenikov, da bi bili, da bi srečali kakšne. Poleg človeštva, da bi bilo še druga bitja. Mislim, smo samo še 2 vprašanja, tako da ne vem, lahko enega povem nekaj. Če eno je povezan, kako ne rečem, s cenzuro, pa politiko, pa s polarizarjanjem posebnih historičnih obdobjih, kako ne rečem. In pa se mi zdi tako, jaz sem tukaj eno linijo najdel in pač recimo
humor, ne, pač šala recimo v Prekunderi v njegovi pač noveli, ali kaj je že to šala, pač, ali pa recimo Moj tata na službenem putu, tam so pač neko norčevanje iz oblasti, ki je pač najbolj neposreden način, pač vici so dosti slabi, ali pa tam je bila neka razglednica z Marksom, pač so pač vodile v neke pač res rigorozne sankcije, kako ne rečem, pač ljudje so bili poslani v neke taborišče ali kamorkoli pač. Pa se mi pa tako zdi, da pač obdobje, v katerem ti pisal pa delal, je bilo pa malo drugačno. Ker naprimer, recimo, ok, dobro, to je zdaj 20th Century Fox, so že 90, ampak recimo tam tudi pač Ivan Langus, to sem zdaj na zadnje bral, to sem se zapomnil, pripoveduje neko šalo o komunizmu, kjer njega začne pač pečerit, ko pripoveduje to šalo, ampak on je pač pijanec, veliko pije in potem ta šala je pač nekaj te ambivalentnosti, a zdaj pač, vsaj tako sem razumel, njega zdaj peče rit, ker on pije in potem ti ljudje rečejo, a ne, ima ti kri iz riti teče. V bistvu na nek način je lahko pač to čisto posledica nekih telesnih dejavnosti, pač pri pitju, po drugi strani je pa lahko to neko aludiranje pač na to šalo o komunizmu, se pravi nek način, kot da je tukaj prije do neke telesne sankcije, zato ker on pač pripoveduje nekaj šal. Seveda to v 90-ih, te drame so se podvijale recimo v 80-ih so pač prihajale ven. Ampak recimo, bile te drame, če bi bilo prizarjene v kakšnem drugem zgodovinskem obdobju, bile sankcionirane, zato ker v nekaterih dramah neposredno se pač aludiraš na eno, dve, na dobesedno nastopajo liki iz samega režima, iz vrha jugoslovanskega režima, v zelo bizarnih situacijah, da ne rečemo pač žaljivih, pač če bi jih tako jemal pač na nek dvorski način, da so pač bližajni. Se mi zdi, a se je to pač vse poklopilo tukaj, da si ti tam ustvarjal v 80-ih, pa se je stvar zahlala, pa je to celo mogoče šlo bolj tako na stran tega, da so te drame bile na naši slovenski strani, če tako malo karikiram, pa so malo smešle ta režim, ali bi lahko v kakšnem drugem obdobju naletel na tako neposredno cenzuro, da se pač te stvari ne bi prizarjale, če veš kaj mislim. Malo ga vprašanje. Ja, no, recimo pri Altamiri moram reči, ker sem čakal na premiero, malo sem tudi napisal v eni knjigi Eržen kralj, kako je Dnevnik, je tudi ta knjiga. Sem malo slikal, kako bo policija reagirala, ker sta miličnika nastopala, pa sta kadila travo, pa LSD, glavni junak jim je potaknil LSD. Pa se mi zdaj bohaj, kaj bojo rekli. No, reagirali so edin tako, da stric glavnega junaka, ki je bil inšpektor policijski, je imel v začetku, igral ga je Brane Ivanc, epolete, ne. Tiste čvarke gor, po vojaško rečem. No in to so prepovedali, so mu dali dol, ne, te čvarke. Se prav spomnim, ker Brane Ivanc prišel, pa ni imel več čvarkov, pa je bil prav zagrenjen. Kako sem zdaj policijski inšpektor? Nimam več tega. To edin pa prišel je na premiero Boris Apalovič Krajger, ne, Krajger, ki pa nekako je pogledal, pa ni nič rekel, ne, tako, ni bilo nobene reakcije, tako. Se pravi, ni bilo nobenih nikoli? Ne, ni bilo nobenih reakcij, ne, pa mogoče pa treba povedati še to, ne, za vsak primer, da je bil moj oče polkovnik JNA in prvoborc, ne, tako da mogoče, ker sem jaz kaj takega naredil, da mogoče zaradi njega niso reagirali, mogoče. Ja, jaz tudi mislim, da imam dva vprašanja, pa bom zdaj kar združil. Še dva vprašanja. Če se ne motim, ste zadnji dramski tekst napisali konec 90-ih. Tako da to prvo vprašanje je, zakaj pač ste nekaj pisati same drame, pač kasneje pač pišete še romane, tudi leta 2011, če sem povedal na začetku, ste dobili Prešernovo nagrado za probleme, roman Problemi iz leta 2009. Se pravi, zakaj recimo ste nehali se ukvarjati samo dramatiko, pa vprašanje, ki temu sledi, koliko recimo sploh spremljate sodobno dramatiko, tudi recimo sodobno gledališče?
Ja, nisem nehal pisati, ne, ampak ni bilo več interesa zame. Jaz sem poslal posod zame. Tudi niso več uprizarjali. Niso več uprizarjali, zmeri so klasično povedali. Trenutno je tako, vsaj tle, kakor poznam v Sloveniji, ne, da je režiser glavni. Ne. Če režiser reče, jaz bom to režiral, potem tudi direktor ali ravnatelj gledališča kup dramo. Če pa režiser, če ni menja režiserja, pa ravnatelj ne kup. Ne. Tako da sem napisal veliko dram, tudi zdaj imam eno knjigo, pišem, pa sem dal kar ta zadnjo slovo dram noter v to knjigo. Mogoče ravno zaradi tega, ker nisem kjer igral. Butanska, ki igrajo, se mi zdi, da je bolj ta novo dobra dramatika, ki rajš naredi dramo na osnovi filma. Recimo sem gledal Sovražnik bogov od Viscontija, v Mladinskem gledališču, po filmu, ali pa po tej radijski igri, ker je to lažji, se je zmeri dama pa težka. Zgleda na prvi pogled lažji, ker ni tako predpisan drama, kot če gledaš Sofokleja ali pa tudi to, te moje drame, če so še tako absurdne, nazadnje imajo en ritem, prvo dejanje, drugo dejanje, in to je pa moteče, predvsem za režiserja, ker režiser hoče biti avtor, tako kot je tale, hoče narediti po svoje. Najlepši primer se mi zdi ravno, ker smo o Vitu govorili, dream, silence. Tle so, kakor imam jaz izkušnje, največ naredili, ker igralci sami, ker tudi hočejo igralci nekako ustvarjati, ta besedilo jih mot, se mi zdi nekako zakoličen preveč. Rajš bi kar improvizirali in nekako živeli v tem svetu iluzije brez zakona besede. Ali pa vsej, da je ta beseda vprašljiva. Zmeri se v drama, v gledališču dogaja, da nastopi čas telesnega gledališča, da skočijo skozi telo, začutiti ne sam stati pa govoriti. Ker naprimer v 34 letih so mi pravili starejši igralci, recimo Jurij Sovček, da so igrali drame kar tako, v 2 tednih so naredili, to pa zato, ker je stal zraven tistega pokrova, ki je šepetalka skrita, on mu je govoril, on je pa govoril. In to so kar, 1, 2, 3 so naredili, ker tako je bilo, to govoriš in živa, pa konc. No, to, ker pa to zelo sem pa bral od Simone Semenič v ta zadnji literaturi, ali pred ta zadnji, pa se mi zdaj prima, ampak jaz sem to bral kot pesem. Si pa predstavljam, mislim pravzaprav, ne predstavljam si, kako so to naredili. Bog ve, kako je zgleda. Kot pesem se mi zdaj prav ena taka dobra pesem, taka dolga, zelo dobra pesem. Evo, sedanjost, sedanji govor, čist sedanji govor, pa prav štima, vse na mestu. Kako pa je to zgledalo na odru, ker na odru je pa zmeri oder, je zmeri drama in ne more biti nič drugega, zmeri so živi igralci. Ker če kaj zmoti človeka, je živ igralec. Čim se ti zdi za nič. Toliko ti gre na živce, ker pride en drug, ki je dober, za tvoj okus, in on ti pove, aha, ta je v redu, pa pride pa spet on za nič, pa se kar križaš, kar poten razaš. In to je zmeri v gledališču, zmeri. Jaz sem še eno fulfenovsko vprašanje za konec, če se vam sploh še da, ampak pač
povezanje, pač mislim se lahko vprašal tudi kakšno bolj aktualno vprašanje, recimo, da on so zamenjali trenerje Olimpije, ampak pač meni se tako zdi, pač, naprimer, v tej dramatiki, kaj je mene pač fascinira, recimo, kot fena športa, je to, da pač na nek način pač prvič berem v dramatiki neke reference na šport. Pa dokler so same reference v nekih dialogih še okej, ampak se mi zdi, da pač, ne vem, nekje prehaja pač že v tem smislu, da je pač na nek način sama drama formirana tako pač, kako ne rečem, v športnem smislu, v tem smislu, da lajevec komentira pač dogajanje v drami kot pač športni dogodek, se pravi olimpijske igre, ki se odvijajo, to se mi pač ko zdaj dosti genialen moment. Pa se mi zdi, da je to ful prisotno v vseh dramah, tudi čim neposredne reference na šport, se mi zdi, da je pač ta šport dosti prisoten. In tukaj se navezujem na Robertovo vprašanje, če pač mogoče ne gledaš toliko sodobne dramatike, zakaj pa se mi zdi, da je pač šport ful pač nekako prevladal zdaj v teh stvarih, ki jih gledaš, pa zakaj to recimo? Zakaj pa na koncu mogoče ta dramatika se na koncu iztekla pač v športno dejavnost? Ja, recimo, dal bi primer dvoboj Sonjo Liston in Cassius Clay, takrat se tako imenoval, kasneje Mohamed Ali. Potem pa Mohamed Ali, Joe Frazier, a pa Holyfield Tyson. Prvi dvoboj, ne ki ga je ugriznil v uho. Prvi dvoboj, to je bila zame tragedija. Tyson je bil zame tragični junak, ki je bil tako dober boksar, ampak je doživel usodo isto kot Mohamed Ali. Mohamed Ali so prepovedali 5 let boksati, ta je bil pa 5 let v zaporu. Saj sta lahko boksala oba, trenirala, po mojem tudi Tyson lahko treniral v zaporu. Ampak to vse ni ta trening, kakršen je ta pravi trening. In to se mi zdi, da je taka tragedija, ne. Taka tragedija se mi zdi, ki je Holyfield tepnil Tysona, ta pa ni padel, ni hotel pasti in je tepnil in ta ni padel. In nekaj takega je tudi v tragediji in tudi v komediji, da noče pasti, da se hoče nadaljevati, da noče popustiti. Zraven sem pa gledal dramo o duelu Bobby Fischer s Spassky, ki je bila v drami, kjer je Mitja Čander, ki vem, da je pionirski bil prvak Slovenije v šahu, in je tam bil en stavek, ki me je tako zadev. Namreč Spassky reče, on je šampion svetovni, zakaj jaz zmeraj popustim? To je pa spet tudi res. Nazadnje pa človek, kljub temu, da noče, pa popusti. To je pa spet tragedija. Zdaj bomo popustili počasno. To je to. Ja, ne vem, v zaključku ne bomo nekih delali lepskih, ne? Pomoda, ne? Bomo kakšno objavo, da kaj. Ja, pogovor je končan.